Kilometrina, kilometrina, kilometrina. Delo na sebi, nikoli dokončan proces, zato tudi tisti, ki smo na IPAL-u že 30 let, 20, 30, 10, 20, 30, še vedno to počnemo. Torej počnemo v skupini, kjer se dobivamo na različnih ravneh in delamo to kot trening. Torej metoda IPAL je takšen trening, kot so to borilne veščine, kot je to kakršnakoli druga socialna veščina in zahteva neko angažiranost. In ta angažiranost je tista, ki je narejena za nas kot individuume. Zdaj, kako postati individuum, to je zelo težka naloga, po svoje tudi lahkotna, ko enkrat pogruntamo, da neke stvari pa so vendarle tudi zapisane v našem osebnem kozmogramu, arhetipske tirnice individuacije, neke poti, ki so samo nam lastne, kot ima vsak svojo rojstno karto, tako ima tudi vsak svojo pot individuacije. In življenje nam ne da miru, dokler ne sprejmemo globinske perspektive nanj. To globinsko perspektivo pa v osnovi omogoča oziroma je enaka spoznanju o sebi. To je znanje o sebi. Znanje o sebi je najbolj dragoceno znanje, za katerega se splača delati, za katerega pogosto delamo leta in leta, da končno prepoznamo ne samo svoje angele, ampak tudi svoje demone. In pravzaprav, kaj so tiste naša ozka grla, s katerimi želimo delati, sebe izboljšati in seveda postati še boljša verzija samega sebe. Torej ta neprestani upgrade, neprestano samo izpopolnjevanje, ki pa je mogoče, če gremo navznoter. Zato se vsaka metoda, vsako srečanje skupine, vsako srečanje metode začne z okretom navznoter. Bodi si z aktivno imaginacijo, bodi si z sanjsko vsebino, ki se potem uporabi za razumevanje tega, kaj mi življenje hoče povedati. In ta vsebina je zelo individualna. Torej, pot je dolga, je pa v končni fazi tudi nekaj, kar nam daje nagrado. In ta nagrada je en košček osebne sreče, ki ga dobimo in ki ostane z nami. Znanje o sebi ostane z nami. V grob bo šlo vse, razen tiste biti, tistega jedra, ki je potem obogateno z znanjem o sebi. In sedaj bom prosil Samo Takravanjo, ki je tudi naš tutor, ki je diplomiral letos. Vsi poznamo, dobro, jaz sem študiral v Londonu, ampak vsi ostali pa tukaj, ki so na IPAL-u. Torej, zakaj tako dolgo, tako dolgo časa, do diplome, pot do diplome je bila tako dolga, pa ne samo pri tebi, čeprav smo te vzpodbujali, smo ti zraven mahali, te podpirali, ampak vseeno, nihče ti ni mogel pomagati, če se nisi sam pomagal, bom rekel. Do takrat se ni zgodila ta, da rečem, božja milost, osebna milost, da bi prišel do te zadnje stopnice, diplomiral in potem postal tutor. In me zanima, kako si ti doživel ta proces, zdaj sestavljaš tudi uvodno skupino, kot si ostali. In me zanima, kako, da nam lahko majčkeno podeliš, se vsega ne moreš, kaj se je tebi vse zgodilo v teh, je bilo 10 let do diplome. Ja, pozdravljeni tudi z moje strani. Ja, ta proces diplome je bil res dolg. To je moja 3. diploma že, in lahko rečem prva, ki je nastala iz mene. Se pravi, na IPAL-u ne gre toliko za ta racionalni vidik, ta miselni vidik, ki ga pač poznamo iz drugih fakultet, bom rekel, iz
drugih ved, a ne? Ampak gre dejansko za neko za nek celosten vidik. Ne? In verjetno prav iz tega razloga je ta proces, bom rekel, tako dolg. Ne? Dejansko že samo snovanje, bom rekel, teme pri meni trajalo zelo dolgo, ne? Skozi mogoče celo izpitno obdobje. Ne? Potrebno je narediti tudi pač 12-13 izpitov, mislim, da ne. In seveda, to osnovanje teme je dejansko, sem poskušal, bom rekel, iz sebe ven dobiti, ne. Razmišljal sem o tem, da bi pač pisal o neki moški energiji, ne, ker tudi sam poskušam, bom rekel, dobiti neko avtentično moško energijo, ne. In potem sem, bom rekel, iz vidika psihoanalize prišel do očeta in očetovstva, o katerem sem potem v diplomi pisal. Seveda je to bil en proces, ki je trajal, bom rekel, celo to izpitno obdobje, ne? In mogoče zadnji izpit, ki je že malo pomagal k temu, da se je pripravila neka, oziroma da sem pripravil neko dispozicijo naloge, ki je potem dejansko nakazovala, o čemu naj bi pisal, oziroma sem nekako umestil te svoje notranje občutke tudi v to dispozicijo. Ne. Potem v bistvu sam proces pisanja diplome, v katerem sem dejansko, bom rekel, predelal tudi svojo očetovsko vlogo, ne. Tudi sam sem, bom rekel, oče sinu najstniku. In tudi iz tega vidika je bilo zame zelo, bom rekel, poglobljeno. Ne? In pa seveda tudi iz vidika, kot sem rekel, te moške energije, ne, ki je v današnji kompleksni družbi, ko se, bom rekel, ko sta, bom rekel, ženska pa moški ali mama pa oče, dosti bolj imate izenačene te vloge, kot je to bilo v zgodovini, ne, je dosti bolj kompleksno, ne, in iz tega vidika, bom rekel, mogoče moški kar malo zgubljamo tla pod nogami, ne, v tem smislu, da se ne vemo, kam umestiti. Ne. In kako pomembno je, da to poskušamo zopet dobiti to avtentično energijo, ne. To avtentično moško energijo. Ne. In vse to, bom rekel, to predelovanje, ne, je bilo v procesu pisanja zame zelo zanimivo in poglobljeno in vesel sem, da sem potem opravil na takšen način, kot sem. Samo vprašal bi te še glede, vem, da imaš eno stvar pri metodi IPAL še posebno rad, da tako rečem, in da si posebej, bi rekel, mogoče ne takoj, ker jaz sem te imel priliko spremljati, ne, ko si prišel ven iz te miselne skepse, ampak kasneje, a ne, si pa zelo na nek način se poglobil v tehniko aktivne imaginacije. Zakaj ti smatraš, ali pa zakaj ti je tako pri srcu aktivna imaginacija? Sploh, kaj pa je to aktivna imaginacija? Zakaj je tako pomembna? Ja, se pravi, v nekem smislu aktivna imaginacija je tehnika, ne, s katero poskušamo, bom rekel, dobiti en odnos z nekimi našimi notranjimi globinami, ne, z nezavednim, z neko našo duhovno globino. Ne. In potem poskušamo, bom rekel, bolj celostno delovati na ta način. Ne. Se pravi, pri aktivni imaginaciji, ne, dobimo, bom rekel, neke podobe, ki jih potem poskušamo najprej umestiti tudi v, bom rekel, naš kozmogram, ne, in tako vključiti, bom rekel, tudi kozmološke energije, ne, in potem
bom rekel, vse to skupaj razumeti, začutiti, ne, tudi z vidika našega stvarnega sveta, ne, z vidika, bom rekel, tega, kaj se nam dogaja v samem življenju. In jaz mislim, da je to, ne, pri našem razvoju zelo, zelo pomembno, ne. Se poskušamo s aktivno imaginacijo, s temi podobami, ne, priti dejansko do teh naših notranjih globin, ki so v bistvu nek naš zaklad, ne, neke naše skrite moči, ne, s katerimi potem poskušamo na en način avtentično delovati, tudi v stvarnem svetu, ne. In to je v bistvu ta naša zgodba individuacije, ki jo pač gojimo tudi na IPAL-u, ne, z metodo IPAL, ne. Se pravi, kako priti do tega razvoja iz nas ven, ne, da potem postanemo nek individuum v tem našem kompleksnem svetu, v katerem živimo.